se v tem procesu najbolj kompromitirali, pa tudi v drugih seveda na teh mestih dolgo več ne bodo. Kajti tudi stricem iz ozadja zdaj že povzročajo škodo in če ne drugega si jih bodo oni znebili. In vsaj do poskusa reform v slovenskem sodstvu bo tudi prišlo kmalu. Kot Slovenec, pa še zlasti bom podaril kot vojak, občudujem vas. To, da toliko časa redno vztrajate in se upirate za ceno doseganja cilja, ki je plemenit. To je nekaj enkratnega. In verjemite mi, zopet zaključil bom kot vojak to misel, takšna formacija zmaguje. Tu ni alternative. Dokler večina slovenske javnosti ne bo poznala resnice o najpomembnejših stvareh, toliko časa ni nobene garancije, da se tudi če prije do kakšnega majhnega napredka, to hitro ne pokvari, kajti moč propagande je pač velika. Vedite, da sem eden od tistih zapornikov, ki je zapor najtežje prestajal. To so priznali vsi, ki so me čuvali. Vsi čuvaji na domu so rekli, takšnega, ki je tako trpel, še nismo imeli, kot ti trpiš. Zakaj sem trpel? Ker sem bil obsojen po krivem. Ker sem trpel po krivem. Ker zadeva še ni končana, pa sodišče očitno še zdaj, saj Ukrajino, višje, verjetno pa vrhovno, ne razume, kaj pomeni sprejeti, kaj pomeni dati obljubo nagrade, bomo malo potrenirani. Jaz vam bom zdaj jasno in glasno, tako kot je to pravilno dal obljubo, da bo ta postopek kmalu končan in vi boste to obljubo seveda sprejeli. Natančno takšni preleti so bili tudi leta 1988, ko so bila zborovanja. Vemo tudi, kako je tisti režim končal in to zelo hitro.